Katarina Mala, na popevko ste pripeljali neke vrste igrivost, elegantno igrivost. Je to tisto, kar recimo manjka popevki? Ja, jaz mislim, da ja, definitivno. Ravno iz tega razloga smo se prijavili z enim takim koketnim komadom, za katerega sem celo mislila, da bo mogoče malce bolj konzervativna nacionalka celo rekla, ne, ni šans, zato ker je le naslov zgoraj brez, ampak so me prijetno presenetili in ugotovila sem, da ja, ne da bi hotela karkoli kritizirati, ampak popevka ni obvezno žalostna. Kakšna je zgodba za zgoraj brez? Samo skladbo. Ja, za samo skladbo gre za to, da je avtor Marko Gregorič, ki konstantno piše pesmi zame. Nekako razmišljali smo o tem, da bi naredili pesem o neizmerni ljubezni, o v bistvu, kako se reče temu, ja, neizmerni, kako se reče, uncompromising, zdaj imam angleškega fanta, pa ne znam več slovensko. Skratka, gre za ljubezen, ki je brezkompromisna in je tudi kljub temu, da je on mal čuden tip, pa ni toliko sposoben kot je ona, ga ona neizmerno ljubi. Zato tudi vsa zgodba s Šopkom. Kako je nastopati pred orkestrom? Zanimivo, zelo pompozno. Meni je pa v hudo čast, da sem sploh lahko nastopila na tem dogodku. Če bi recimo prišli Čau čau na popevko, kakšen uspeh menite, da bi dosegli? Čau čau bi bil zagotovo zelo uspešen, ja, Štikljc. Pesem je tako igriva, pa glede na to, kakšne odzive je doživela, mislim, da ne bi bilo sploh vprašanja. Je pa seveda tako, ne, Slovenci smo še vedno malo zadrti okrog tega, tako da si jaz želim, da bi se počasi te spone malo zrahljale, pa da bi v bistvu v tekstih začeli malo bolj uživati, ker ljudje imamo itak dovolj težav, ne, in dovolj skrbi v vsakdanu, tako da zakaj mi ne bi dali nekaj lepega za poslušati.